Ja, jaz sem s knjižnicami povezan celo življenje. To je taka zgodba, da je za več ur, od tega, da sem v knjižnici prebil mladostne ure, ko še sploh nisem znal brati, ampak so mi dali štempilko in sem lahko na tak slučajen način žigosal knjige tam, kjer niso pričakovani žigi, ker tako mora biti v knjigah, da njihovo identiteto ugotoviš. In potem se je to vleklo celo življenje, tako da knjižnica me vedno pritegne, in vsaka akcija je tudi moja akcija. In tako je seveda še posebej z Mariborsko knjižnico, ki se mi zdi en zelo interesanten mehanizem. Je drugačna, kot so običajne knjižnice, in tudi ta koncept nove knjižnice računa s tem, da to mora biti mreža, ki se mora približati ljudem. To je velika dragocenost Maribora, ta pristop, in mislim, da bo nova bodoča knjižnica dala celi mreži eno višjo kakovost. Odhajamo iz podrtije in vračamo se, mislim, da in upam, da čim prej, v knjižnico, ki bo precej drugačna, ki bo združila fizični izgled knjižnice, fizično postavitev knjižnice in pa njeno novo digitalno naravo, ki je zdaj, kljub temu, da knjižničarji to že vse obvladajo, niso mogli v teh pogojih uresničiti. Tako da to, kar še danes kažemo kot prispodobo knjižnice, neskončne police z tisočimi knjig, ta podoba se bo po mojem po vrnitvi spremenila, ker se bo kombinirala z množico digitalnih funkcij knjižnice, ki se bo orientirala na vse tisto bogastvo vsebine, ki jih knjige vsebujejo, kjer znajo knjižničarji bralcem, uporabnikom pomagati na 100 drugačnih načinov, kot pa da jim knjigo samo vročijo v roke in jo vpišejo v izposojevalni kartonček. Želim, da bi se to čim prej zgodilo in da bo knjižnica, ki bo deloma se vrnila nazaj na zgodovinski Rotovški trg, še v večji meri zgrajena v oblaku, ampak da tega investitorji ne bojo napak razumeli, da so to gradovi v oblakih, ker v ta oblak bo treba kar veliko investirati, da bo lahko pravzaprav bralstvo nove generacije bralcev od knjižničarjev dobilo vse tisto, kar jim knjižničarji znajo dati.